Dobrodošli na drugih tradicionalnih Jerry nagradah. 2025 se zaključuje in to je zame definitivno bilo najbolj pestro leto mojega življenja. Letos sem naredil krepko več kot 300 videov, vse od Jugota do Ferrarija, in danes bomo čez vse to šli in si pogledali, kaj je bilo najboljš, pa tudi najslabš. Čeprav tale kavč se mi zdi mičken prazen. Ja, moram priznati, da je v moji glavi tule izgleda veliko bolj kul. Lani so sicer Jerry nagrade že bile, ampak letos so pa prvič na YouTubu. Fora je, ker sem letos posnel ful več avtov kakor lani, plus iz 2 kategorij smo šli na 7. Boš pa v tem videu vseeno lahko videl tudi lanske zmagovalce, če te to slučajno zanima. Začeli bomo s tavalnimi kategorijami, pa se bomo pa premikali pred čedalje bolj pomembnimi. Na koncu bom tudi razglasil svoj avto leta 2025, ker pač ni iz 2025, ampak bomo prišli do tega, ker do tega pridemo. Pri vsaki kategoriji bom pred zmagovalcem omenil še ene par avtov, ko si zaslužijo kako besedo. Ja, mičken fejkam Daga Demura, prosim, ne me tožiti. Veljata pa dve pravili. Ena, vsak avto na tem seznamu sem jaz mogel tudi voziti, tako da avti, kakor so Ferrari 512 TR pa Eleanor, na žalost odpadeta. Pa še drugo pravilo je pa tudi, da se vsak avto lahko pojavi samo v eni kategoriji. Je nič, naj se Jerry 2025 začnejo. Najboljši dogodek leta 2025. Jaz sem v resnici full introvert, kar pomeni, da pred letošnjim letom full nisem šel na veliko avtomobilskih dogodkov ali pa dogodkov pika. Ampak letos se je vse to spremenilo. Ali sam ali pa s kolegi smo jih obiskali kar ene par in na skoraj vseh smo se imeli full dober. Od vseh smo se na teh parih imeli najboljš. Trackside Thrills, ki je v band tudi bil moj prvi track day s Fiesto, in čeprav nisem imel blage veze kva delam, je bilo ful zabavno. Sicer sem pač čisto uničil svoje gume, ker nisem ven zraka spustil, ampak okej. Vem za drugič. Hot Wheels srečanja. Letos sta v Sloveniji prvič bili dve taki srečanji in ne morem lagati, te zadeve so meni spremenile life. Nikjer drugje v Sloveniji ne boš na kupu videl toliko ljubiteljev modelčkov naenkrat in jaz sem se tam res počutil, kot da spadam. Mimogrede, če hočeš na naslednjega iti tudi ti, se pridruž Hot Wheels Slovenija Facebook skupini, ker jih oni organizirajo. Kapo dol fantom za organizacijo, ker so te zadeve res imele polno pozitivne energije. Ampak brez dvoma je pa zmagovalec Jerryja za najboljši avtomobilski dogodek leta 2025 Auto Motor Show. Da je tu dogodek leta, si vedel takoj, ko si stopil noter. Ker sem bil mali z očem hodila na te stare AMS-je, ki so se isto dogajali na gospodarstvu, in tule je bila obuditev na najboljši možen način. Ogromno hudih avtov, razstavljavcev, Hot Wheelsov, vsega živega, da ne rečem, kako kulsko se je bilo z vami družiti tudi v živo. Rokin ekipa, kapo sem dal gor samo zaradi tega, da jo lahko dam dol. To je bilo to claim, stari. Naslednji let se Auto Motor Show seli v Celje in you bet your ass, da komi čakamo. Do večjih kategorij pridemo kmalu, ampak ne bi bil Jerry profil, če ne bi malo ljubezni pokazal tudi Hot Wheelsom. Drugač, vsi tili so iz 2025, ker sem se potrudil. Tale kategorija bo mičken drugač, ker bomo imeli več zmagovalcev v večjih segmentih, ker je pač tega ogromno. Drugač pa štejejo samo modelčki, ki so modelno leto 2025. Obviously. Mainline leta. Letos je na novo ven prišla ena kopica hudih modelov. Tukaj bi ful rad omenil 911 kabrioleta, pa Porscheja 928, pa tegale F1 Espasa. Čeprav tale zadeva je custom kun, ki si ga lahko v trgovini niti približno ni izgledal tako brutalno. Ampak zmagovalec za Hot Wheels Mainline leta je pa Dodge Viper. Legendaren avto, vrhunski detajli, pa še obe dve barvne kombinacije so super. S temle modelčkom so res zadel v nulo. Hot Wheels serija leta. Zakaj sem jih tako daleč zložil, stari? 90s street scene. Man mi je sploh šlo. Come on. Glikar sem skontil, da mi tak tamle predvajajo kadre teh Hot Wheelsov, ampak kaj ga zdaj imam lahko tudi v rokah. Vsi avti v tej seriji so 10 od 10. Ne vem, če se je kdaj kaj tazga že zgodil in iskreno dvomim, da se še kdaj bo. Izmed tehle sta pa meni osebno najljubša Evo pa Celica in pa še najdba leta. Tu je najbolj poseben modelček, ki sem ga letos najdel v divjini. Tale Chase Lamborghini Countach. Najdel sem ga na policiji pri RC Guru shopu in tale zadeva je vredna več kot 60 evrov. Moram priznati, da je res dober feeling, ko se ti kdaj pa kdaj nasmehne sreča.
Pa smo prišli do kontroverznega dela. Zlati skret. Tu je pa edina nagrada, ki je ti nočeš dobiti. Nagrada za najslabši avto, kar sem jih letos vozil. Preden pridemo do tega avta, bi samo rad omenil, da se jaz s svojimi videi res trudim širiti pozitivo, kar sploh ni težko zaradi tega, ker je v praktično vsakem avtu ena kupica dobrih lastnosti. Razen v enem. Letošnji zmagovalec zlatega skreta je Dacia Spring, če si slučajno dvom. Tule se že kar nekaj cajta v meni kuha. V prvi polovici 2025 sem jaz delal kot dostavljalec hrane in zatem, ko je študent bivšo službeno Ford Fiesto obrnil na streho, se nas je šef odločil kaznovati s čist novo električno Dacia Spring. Verjeten bo kdo rekel, ja Jernej, kaj si pa pričakoval, poceni avto je. In tu je res. Osnovnega Springa lahko ti z subvencijo na firmo dobiš že za 7 jurjev, kar je ful impresivno, ampak še zmeraj obstajajo cenejši načini, da ti svetu pokažeš, da se nimaš rad. Springa ne preziram zaradi tega, ker je poceni in ima poceni materiale. To je logično. Problem je, da kvaliteta izdelave konkurira British Leylandu iz 70-ih. Večkrat so odpovedali brisalci, cel avto je konstantno spuščal čudne zvoke. Drugače imam jaz Dačo kot znamko rad in treba je izpostaviti, da Spring v resnici ni čisto kar na Dača, ampak preoblečen kitajski nizkocenovnik. Ampak tudi glede Springa se najde ena pozitivna zadeva in to je to, da ga bodo v kratkem v Sloveniji nehali prodajati. Aleluja! Zanesljivo je zadeva, na katero sem letos najbolj ponosen, to, da sem se pridružil atmosfercem, kar mi je življenje čisto obrnilo na glavo. Kar naenkrat hodim na predstavitve novih avtov, kar mi je res dal en čist nov zodni kot na industrijo. Ampak še en ogromen bonus pa je, da lahko kdaj pa kdaj domov odpeljem tudi kakšen nov testen avto. Čeprav meni načeloma bolj dogajajo rabljeni, je to oreng privilegij in super prilika za širjenje obzorij. Sta pa tukaj dva avta, ki sta me letos res napolno navdušila in tu čisto iz različnih razlogov. Lexus LM. Tu je bil ta prvi testen avto, ki sem ga jaz letos odpeljal domov in meni ni bilo jasno absolutno nič. Tu je Lexusov luksuzen enoprostorec in brez dvoma je to najbolj premium avto, v katerem sem bilo kdaj sedel. LM-e v Aziji kupujejo direktorji, da jih vozniki šoferajo na okolje in absolutno noro je bilo za par dni to izkusiti. Kakšen je bil za vosec, se nikaj ne spomnim, ampak itak je bolj važna izkušnja na zadnjih zicih. Ampak moj najljubši nov avto je pa za razliko od LM-a vrhunsko izkušnjo ponujal tudi za voznika. Nisem si mislil, da bom to rekel, ampak Jerryja za najboljši nov avto letos dobi Alpine A290. Dajmo mi tu malo perspektivo. Ne samo, da je meni ta avto bil všeč, meni je ta avto bil zadosti všeč, da sem naredil video, kjer sem celemu svetu razglasil, da je to električen avto, ki ima dušo. In za tem stavkom jaz 100% stojim. Obstajajo slabi električni avti, Dacia Spring, obstajajo dobri električni avti in pol je tukaj pa ta nova petka. Ta avto je zakon. Oblikovno je fantastična in noter in zunaj, ampak našpičena Alpine verzija pa te zadeve še pojača. Ampak kar je pa najbolj zanimivo je pa to, da jih ne pojača preveč. Stalnica električnih avtov je tu, da noro potegnejo in da so nabiti z elektroniko, ki zna biti zelo dosadna in tudi Alpinka na to ni čist imuna. Ampak celoten point tega avta je užitek v vožnji in stari moj, tu jim je pa ratal abnormalno dober. Kjer se ta avto najbolj izkaže je čez ovinke. Ker sem jaz ta avto imel na testu, se nisem mogel nehati z njim voziti, kar je mal problem zaradi tega, ker doseg glih ni neki baš. Brez dvoma je škoda, da ta avto nima bencinskega motorja, ampak da jim je ratal narediti električen avto, ki je tuk dober in tuk zabaven za voziti, je dosežek. In jaz sem res vesel, da Alpinka in ta nova petka obstajajo.
Zdaj smo prišli pa do ta glavnih treh kategorij. Letos sem posnel krepko več kot 100 avtov in ful mi je zanimivo primerjati, kako sem avto izkusil na začetku leta in kako ga zdaj. Še zmer se veselim vsakega avta, ampak mi je pa ful zanimivo, da si kar naenkrat ful hitrej in ful lažje oblikujem mnenje. Pa tudi zdaj si znam veliko lažje predstavljati, kaj od določenega avta pričakovati. Ampak letos me je pa ene par avtov res noro pozitivno presenetili. V tej kategoriji bomo imeli 4 avte, enega zmagovalca, pa 3, ki so res vredni omembe. Tata star Mercedes. Vsi vemo, da so stari Mercedesi sinonim za kvaliteto in zatem, ko sem vozil tale avto, ki se je sčasoma preimenoval v E-klaso, lahko potrdim, da je to dejansko res. Glih preden sem jaz ta avto posnel, je lastnik z njega dal dol 996 feltne, ki so drugače izgledale bombastično, ampak na stilih je pa avto zgledal mičkeno vprašljivo, pa če se prav spomnim, je tudi vzmetenje bilo dokaj dotrajano, ampak tisto občutek kvalitete je pa nedvomno še zmer bil tam. Tu je avto, ki je bil narejen, da traja in še danes si lahko ponosen, če ti tak avto stoji pred bajto. Ford Fiesta ST200. Veš, da niso Jerry nagrade, če se vsaj parkrat ne omen Fieste in tale je zelo posebna. Tu je in najbolj posebna in najmočnejša serijska verzija moje generacije Fieste in poleg tega je tudi ful redka, ker je tale ena izmed samo dveh v Sloveniji. 10% več konjev, 20% več navora, posodobljeno podvozje, bla bla bla. Lej, neki so številke, neki je, pa ki se ti usede za volan avta, ki ga zelo dobro poznaš in je vse tu, ampak hkrati še ful več. Meni taki avti največ pomenijo. Taki, ki so ti poznani, ampak ti vozniško izkušnjo dvignejo na nek še višji nivo. Kot nekdo, ki obožuje svojo Fiesto, je ta dan zame res bil zelo poseben. Volkswagen Golf R. Meni se zdi, da je vsak kargaj, ki nima golfa v lifeu, že naredil kar eno kopico šal glede golfov pa McDonald'sov. Vključno z mano. Ampak, ker sem se v tegale golfa usedel in ga tudi pelil, mi je bilo tako jasno, zakaj je ta avto tako pogost, kakor dejansko je. Pa ni samo to, da ta zadeva leti. Čeprav leti, ampak se tukaj gre bolj za tisto omniprezenco kvalitete pa suverenosti, ki si jo včasih pričakoval od avtov iz VAG grupe. Era sicer jaz osebno ne bi imel, ampak ne morem pa zanikati, da je to eden izmed najboljših avtov, kar sem jih letos pelil. Ampak največje presenečenje letošnjega leta je pa MG-F. Kje začeti, stari? Najprej moram reči, da v lifeu nisem vozil Miate, ampak predpostavljam, da je nekaj podobnega. Tu je eden izmed avtov, zaradi katerih je tukaj vredno biti car nerd. Lej, če boš ti na ključka mimo dočga vprašal, kaj je MG-F, obstaja možnost, da te bo prijavil. Ampak, če si car guy in veš, da ta mali roadsterček obstaja, to pomeni, da je šansa, da boš ti šel preveriti, za koliko se te zadeve dejansko prodajajo. Da lahko ti Youngtimer kabrioleta z zadnjim pogonom pa ročnim menjalnikom dobiš za tuk mali denar je nekaj, čemur bi se vsi mi mogli klanjati. To je bil najbolj zabaven, unikatni experience, ki ga ti lahko za ta denar dobiš in če le boh dolgo en dan tudi jaz imel. Shitbox leta. Ne vas ime ne zavede, tole je v resnici ena izmed najbolj prestižnih in tudi zame osebno najbolj pomembnih nagrad. Najboljši pocen avto, ki kljub starosti pa kljub buškam še zmeraj opravlja to, za kar je bil narejen. Preden pridemo do zmagovalca, bi tukaj rad omenil dva. Suzuki Baleno. Poleg tega, da je Baleno zaščiten znak enega izmed najbolj legendarnih slovenskih content creatorjev, je noro impresivno, da lahko ti za tuk malo denarja, tale na video je stal krepko pod 500 evrov, dobiš avto, ki tako dobro opravlja vsakodnevne funkcije. Nekateri imajo celo 4x4, ampak drugi imajo pa na strehi skret. Jaz verjamem, da je ta avto po ovinkih še zmer boljši kot Dacia Spring. Sleeper Renault Twingo. Tule ni navaden Twingo. Daleč od tega. Twingoti prve generacije so istovarne imeli največ 75 konjev, medtem ko je tale zadeva bila predelana na 120. Jaz si sam predstavljam enega nič slutečega GTI voznika, kako normalno piči čez ovinke in kar naenkrat tale mrcina švigne mimo njega. Ampak Jerry nagrado za shitbox leta pa brez dvoma dobi Fiat Multipla. Še zmeraj ko mi verjamem, da sem to zadevo dejansko obavil. Ni hitra, ni lepa, ampak če ne drugega,
ful velik pije. Tipelca je absolutno fucking genialna. Par dni nazaj smo s kolegi za foro s tipelco šli v Meka in na sprednjem sredinskem zicu je brez problema sedel moj kolega Denis, ki ima 1,90 m. Pač koliko ima ta zadeva placa? Dejstvo je, da ima tipla eno kopico problemov, ampak jaz sem se v ta avto zaljubil, ker sem se prvič vanjo usedel in po parih mesecih stanja je avto takoj krasno. Tipelce preprosto hoče živeti. Poleg tega sem si pa res že dolg cajta poleg Fieste želel še en starejši avto za content in zdi se mi, da sem najdel perfektnega. Za tipelco ima mene take zelo unikatne plane in komaj čakam, da jih vidite. Zdaj pa še najbolj prestižna nagrada. Avto leta. Od vseh avtov, ki sem jih letos izkusil, so mi tili bili najljubši. Preden pridemo do zmagovalca, bi tukaj rad omenil 4 avte. Fiat Multipla. Ja, vem, da sem rekel, da bo en avto lahko nominiran samo za eno kategorijo, ampak realno od vseh avtov, ki sem jih letos vozil, mi tipelca tukaj not pomeni največ. Ta avto je res zakon. Ford Fiesta ST. Ampak novejša. Tukaj pa spet goljufam, ker tega avta v resnici nisem posnel. Jebi ga, moj video je. Moj kolega Max je dobršen del tega leta iskal enega zabavnega dailya. Pa je gledal Mercedesa SLK, pa BMW-je, pa vse živo, ampak na konci pa nekako pristal na ideji, da bova skupaj šla pogledat Ford Fiesta ST 8. generacije. In v prvih parih metrih tesne vožnje je bilo jasno, da bo on tist dan tist avto odpeljal domov. Ko sem jaz ta avto sprobal, stari moj, kva je dobra. Pač kva je dobra. Isti recept, kakor pri moji Fiesti, samo da je ta novejša, hitrejša, ima boljši zvok, se bolj drži, pač avto je fenomenalen. A ja, pa notranjost ne zgleda, kakor da je bila uvožena direkt iz 1983. Pač, če ti ta avto ne nariše nasmeha na obraz, pol spadaš direkt v Adamsovo familijo. Za 15 jurjev, po mojem mnenju, bolj zabavnega vsestranskega dailya ne moreš dobiti. In če bo kdaj prisiljen menjati svojo Fiesto, je taleta novejša na enem zelo kratkem seznamu. Ford Focus RS. Iz najjače Fieste smo skočili na najjačega Focusa. Tega avta jaz nisem posnel zase, ampak za Panjanov profil, tako da sem naredil samo ene par ovinkov, ampak tukaj je moj vtis. Materiali so poceni in avto deluje 5 let starejši, kakor dejansko je. Ampak vožnja. Objektivno je tu najbolj osupljiv in zmožen avto, kar sem jih jaz letos peljal po cesti. Pač ja, avto ima ene par hip, ampak na ta prav dan, na ta pravi cesti mu boš odpustil vse in še več. Zdaj pa še top 2 in med telima dvema avtoma sem jaz imel oreng debato. Oba dva sta mi čista sanjska avta, ampak na čist različne načine. In čeprav je bilo težko, je drugo mesto zasedel Mitsubishi Lancer Evolution 10. Lancer Evolution v bilo kateri obliki je meni že od malega sanjski avto. A veš, pravijo, da ne smeš srečati svojih herojev, ampak ker sem se jaz maja v ta avto usedel in ga par kilometrov tudi zapeljal, je ta avto direkt pristal na mojem najbolj elitnem seznamu. To je seznam avtov, pri katerih sem jaz po manj kot 1 kilometru začutil, da v njih spadam. Zelo kratek seznam, ker sem v njem samo moja Fiesta ST, Louratov Hyundai i30N, ki je lani bil moj avto leta, pa po novem še Evo 10. Evotova lega na cesti je neprimerljiva z vsem ostalim, kar sem jaz letos vozil, in tudi avtomatski menjalnik mi je bil vrhunski. Ker rečem, da bom jaz ta avto en dan imel, to mislim resno. Focus RS je objektivno boljši avto, ampak jaz pri avtih na prvo mesto zmer dam to, kar čutim. In točen zaradi čustev je moj avto leta 2025 Renault Clio V6. Težko dam v besede, koliko posebna je bila tale izkušnja. Jaz obožujem posebne verzije vsakdanjih avtov in Clio V6 je holy grail. Ja, okej, sej Avantime pa Versati sta čudna, ampak glih Clio V6 je dokaz, da so se Francozi v tistem cajtu na delovnem mestu še zmer drogerali. Clio V6 je bil narejen kot halo avto, da bi Renaultu pomagal pri prodaji navadnega Cliota. Ti avti so noro redki in bajesta v Sloveniji taka,
samo 2. Poleg tega, da je tu edini Clio z zadnjim pogonom, se kar naenkrat mašina nahaja tam, kjer so ponavadi zadnji zici. V6 motor z 230 konji, pač ta zadeva je prfukjena. Ampak kar je najbolj čudno je pa to, da je ta avto, še posebej ta prva serija, za voziti absolutno grozen. Te avto je na hiter na Švedskem skupaj zmetil TVR in na eno zadevo so čist pozabili. Nova zasnova avta je pomenila, da je kar naenkrat večina teže bila zadaj in glede na to, da je avto imel ful kratko medosno razdaljo, ker je pač bil Clio, je to pomenilo, da je ta zadeva, neobvladljiva. Legenda pravi, da ko so te avte dali novinarjem, so jih čez noč mogli nazaj skupaj sestavljati, ker so jih novinarji čez dan tukaj razbili. Ampak najbolj hecno je pa to, da zaradi dodatne teže v ravni liniji tale zadeva sploh ni bila bistveno hitrejša kot Clio RS. By the way, Clio 2 RS sem tudi letos vozil in avto je res fenomenalen, ampak V6 je pa pač klasa zase. Iz tega, kar sem povedal, se res sliši, da je V6 za nič. Ampak, kar gaj idoliziramo avte, ki zahtevajo spoštovanje. In Clio, ki te je fucking hotel biti, je ena izmed najbolj legendarnih stvari tu, kar se jih je avtomobilska industrija kdaj spomnila. Ta avto sem, kakor si misliš, vozil zelo previdno. Tu je najbolj poseben, legendaren avto, katerega sem bilokdaj vozil in zaradi tega je Clio V6 moj avto leta 2025. Ampak preden zaključim, pa še ena izpoved. Celo leto se je v ozadju teh posnetkov dogajala ena borba, ker sem si na začetku 2025 postavil en ultimatum. Rekel sem si, da si bom dal eno leto, da vidim, če lahko jaz od teh posnetkov dejansko živim. Letos sem v Jerry avtih dal praktično vse, kar sem imel, in zahvaljujoč vsem vam, ki moje posnetke spremljate, je ratalo. Hvala za vašo pozornost. Obenem pa ful hvala tudi atmosfercem, zaradi tega, ker če Jure, Ciril pa sebe ne bi verjel vame, te sanje ne bi mogle biti uresničene. Če si v tem videu užival, pol prosim stisni like pa subscribe, ker mi res ful pomaga, pa ful hvala, ki si pogledal do konca.